smo bili v Etiopiji in ljudje se niso bali, mislim, te vodiči se niso bali nobenega drugega, mislim, benih krokodilov. Krokodile smo šli na meter stran, se prepelajo, videl pa nizkega konja, smo se pa pelali 1 kilometer stran. Tam naprej so, tam so, ne hod. Lušen so. Ja, je rekel, tiste pa nisi že želel, ker tiste prekucne. Pa še, mislim, pa ne da te pojedu, sam pač lahko te ran, pa pridejo krokodili. Ja, ti si nevarno, hitro prekucnejo, kšoven, pa ne vidiš ga, samo tako malo se, čist malo se vidno. Puni učki. Ja, samo tako malo vam pogleda, pa ja, ampak so se vidno, so se ustrašili njih, no. Ni bilo tako, veš, tako prkupna žvalca, ne. Pa ti zdelajo na redni bazi, ne. Vozi tam folk okrog. Ja. Prav, da ni selfijev delati z njimi. Ne, z nizkimi konji ne delite selfijev. No. Ni priporočljivo. Če vas pot zanese, ti je dol. Kamarkoli, kjer so to. Ne zdravo. Bom tako rekel, po pravilu z divjimi živali ne delite selfijev. No. Tudi če so v živalskem vrtu. Ja, kar ni etično prva stvar, drugič pa divje živalje. Ne. Tako da. Ja, zveri so zveri, ne bojo zveri. Največ, kar lahko fašaš je... Mislim, tudi če ni zver, dio žival, imaš prav. Ja, lej. Najmanj... Še psma kosmata ušesa. Tako. In ali se boš cepil še proti steklini, ker te bo nekaj ugriznil, ali bo pa še kaj hujžga. Ja, niso cepiva slaba. Ne, mislim, koga vprašaš. Proti steklini je v redu. Odi se, koga vprašaš, ne. Verjetno unika so proti temu tudi valjda ti to hoče čipove noter, da tal ne vem kva. Najbrž je tudi steklina jeba. Valjda da je. Stekle lisice so organizirali, da vas zgrizajo, da grete pol po cepiv za steklino, ka vam pa damo čip noter. Ja, grefendi. Kje je zdaj butn skala dvojka, da nam pizda, te stekle lisice, butne, razumeš, ne. Edina dobra žalba je, ne, tale butn žalba. Pa se pa butneš noter, pa je star, moram poslušati butn skala, nisem videl. I can't remember the last time. Butn. Gospod profesor, vas sem še posebej namazila. On je že bil direkt tega, ne, to je bil Valentinčič je odločil, da gre direkt tega. Valentinčič je bil direkt tega, točno. Če še niste poslušali butn skala, to je še štoperski vodnik. Čeprav ne drug žanr, ampak je dober. Smešno je pa za ponortne. Obstaja tudi strip, tako da. Tudi verna kopija. Ja, čiste verna kopija. Pa res dobro narisan. Fajn je. Ga imajo v knjižnicah, če ne v Žižki, če že ne druge. Če hočete vedeti. Pa Zihar je tam prvi vage knjiga, tam kar stripe prodaja. Ne vem pa, kdo je založba. No. Spomnim se, ga imam doma, lahko pogledam. Ko pridem do domov. Ko prideš do domov, ja, lepo. Ko pridem do domov. Ne, selfije smo imeli. Zanimiv podatek. Da predvidevamo, da glede na to, da so leta 2019 selfiji ubili več ljudi kot morski psi, da je ta številka šla še gor in zdaj se sprašujemo, ali so selfiji že toliko nevarni kot kokos, kako smo kok. Koliko smo, ne vem, med 100 pa 150 ljudi na let potovče. Pa še mene grozljivke niso v njem posneli. A veš ono, kako ležiš pod palmo in in tan, pa ga kaže. Tan, pa ga kaže. A veš, zoom. Pa je še zmer gor. Zoom. Ja. Pa ga gleda. Pa kamera dol, kad ti ležiš. Pa una dramatična muska v zadnji. Tan. Po Wikipediji od 2008 do 2021 je 379 ljudi umrlo. Selfie-related accidents. To je pa kar... No, to je pa lep podatek. No, to je 2008 do 2021, tako da spet ni toliko veliko, no, ampak ja. No, ampak čakaj, to je koliko? 2008, 21, 10... Lej, to je tiste, ki so, kako bi rekel, verjetno dokazani, da so zaradi selfija. Verjetno nekdo, recimo je tukaj, veš, ne, statistična napaka tudi možna. Koliko jih je bilo? 379. To je po Wikipediji. Zdaj, koliko je to, ako so lagali mene, ja lažem vas. 30 na teden kokos je še. Ma še. Ma še luft. Leading by the head. Tako da paste se, če boste šli na kakšne kokosne destinacije. Mislim, da bi mogli
te birokratske službe narediti poseben zemljevid. Nevarnosti kokosov. Držav, kjer je nevarnost kokosov, oziroma v bistvu regine. Lahko da imaš en otok, ki ni kokosa na eni strani, na drugi strani pa je. Da ima kokos še zmeraj prednost pred teroristi. Misliš? Tako statistično misliš? Statistično gledano, če bi, ne zdaj, da bomo rekli teroristična dejanja, to, kar zdaj vse ocenjujejo, da so teroristična dejanja, ampak prav, ne vem, da je še zmeraj kokos ta glava. Ne? Ja. Verjetno za ti kokos pade na glavo. Komar je pa zihar. No, komar je definitivno. Pustimo, komar je najbolj nevarna žival, poleg človeka. A res, kaj komar je toliko scary? Ja, komar, malarija. 720,000 na let. Ja. Malarija, malarija, pa imaš pa še drugih maljavžen nekih stvari, ki jih imajo oni, pa prenašajo. Sam to ni nič pred alkoholu, pa pred mamilom. Tako da. A veš, mi smo sam sebe so v resnici največji sovražniki. No, mislim, da tukaj, če greš pa le v rože, že tukaj, ne? No, to se pa pol že resne cifre. Ja. Veš, tako da tu se pravim, človek je še zvedno najbolj nevarna žival. Ja. Sam seb pa so človeku. Tako. Pa so vrstam, ali kako se že reče. No, v bistvu vsem. Planetu, če damo pod skupni imenovalec kar planetu. Na te lepe teme, ne? Gremo kar na vizo. No. Zdravo, štoparke in štopari. Zdaj, ko smo v teh stvarih govorili, to je podcast za vse vas, ki vas verjetno že cel življenje spremlja čuden in nerazložljiv občutek. Da se okrog vas dogaja nekaj velikega, nekaj bizarnega, pa vam nihče noče česar povedati. Tako da, samo brez panike. To je čisto navadna paranoja. Vsakdo v vesolju ima, z vami pa smo. Ne vem, če povedal. Povej. Ne, kaj me bojo pol prepoznali. Mislim, da te bo imel pol. Ne, kaj vejo pol. Kaj me pol vejo. Sam res. Probi. Skrivno partizansko ime si. Veš, kaj je si partizansko ime, Aljo. Veš, kaj je definicija paranoje? Človek, ki so mu poznana vsa dejstva. Sam res. Ja. Tako da, ja. No, Aljo, ja. Peli. Da se vam zahvalimo za podporo, ocene in ker ste seveda tudi ta teden z nami. Lahko pa za nas poveste še komu, vsak glas, scenarist za meni to šteje. Eno sem že ven vrgel tam, ko smo se na koncu ponavljali, ta je pa scenarist. Če ne Euroviziji šteje, tudi tukaj šteje. Ja, čeprav ne, se v bistvu res, če poveste Žemo, da vsak poslušalec je pomemben. Če poveš še komu, mi vas imamo radi. Za nas, se ti zdi, da smo okej, pol bo še poslušal, nič slabega ne vidim v tem. Pa greš lahko še na piknik, ni to labo. Pa lahko greš še na piknik, to je res. Se podružimo malo, pa to, kakšen per spijemo. Ja, lušen. Pa nič ti vsake 3 mesece naprodamo. Ja. Kar je tudi pena prednost. Ja, vidite dobro. Tako da, pojdimo pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Yes. Ja. Probleme s triangulacijo ugotovili smo, da imajo oni probleme z triangulacijo. Oni imajo probleme z mrsičem, ne? Mislim, ne, veliko stvari gledajo, sam ne. Ja, dobro, se pravim. Veliko problemov imajo. Da ne znajo to sami izračunati. Pa mislim, da oni nimajo problema. Oni so pač samo ugotovili, da če so priglupi, razumeš, oni so samo ne obvladajo medplanetarna potovanja, ne. Mislim, so jih obvladali, preden so prišli do sem, kamor so prišli, pa so pa nehali jih obvladati. Ne, se jih vlada, če so do sem prišli. Ja, ker jih je kompjuter pripeljal, dokaj ni televizijo najde. Ne, takrat jih je meteor zadev, ne, oziroma meteorit, ne. Če ne bi meteorit spucal tizga, ne. Ja, klauda. Pomnilne note, ja, tako. Ja. Če ne bi klauda spucal, bi oni verjetno čisto normalno, bi verjetno kje se drugje naselili. Ne bi televizije gledali. Na zemlji. Kaj so oni zares samo v bistvu, oni peritizirajo v bistvu signal, ne. Veš, oni nobene plača tole.
Ja, Oni vse kradajo, pa še naprej vidijo. Pirati so. Vesoljski pirati. Tole bi zdaj le saza susekal. To bi bil maksimalno dober dan. Za Sazas. Ja, če kdo ne ve. Še Malo pogooglite, če kdo ne ve. Ja, če kdo ne ve, pogooglite. Vse v zapiskih. Ja, to je bilo. No. V glavnem, horoskop je šel računati Triša. A ste videli opaziti, da je zdaj le 6 poglavij Triša? Aha. Okay. Nekaj se neki glavni karakter ratala. Ja. In zdaj pa valjda zamenjamo. Opozorili za kvarnik. Ja. In zdaj pa zamenjamo. Ja, točno to. Koliko to dobro navadi. Ja, končno pišu. Šel na jetra, meni je bilo pa čisto zabavno. Ne jetra, samo malo dolg je imela ta, kako se že reče. Lok. Ja, lok je bil. Lok, parabolo. Parabola je bila že dramaturški lok. Čez pol planeta je bila. Mislim, fulna. Samo isto, res je bila iz Amerike v Anglijo. Je pa res, da je to neka druga Triša in zato si lahko prvoš, da ne, malo, veš, mislim, v bistvu je del zgodbe, čeprav razumem. Res je, ja. V bistvu res prej ni bila toliko pomemben lik, ne. Ja, zdaj je v bistvu ona je začela odprla je. Ja, tako je Artur. Na nivoju Arturja je. Tako je Artur odprl prvo knjigo, je on odprla 5. Ja. Mislim, Artur je odprl več knjig, še četrto. Ampak hočem reči s prvo. S prvo, ki smo začeli. Ja, ne, valjda. Pa po moje, veš, v prvi knjigi je bil takoj Fordov kadr, mislim, zelo malo. V bistvu, ja, zelo. Tle pa je zelo na Triši sloni. V bistvu, ja, zelo, sidekick je ratala glavna. Ja. Lej, tako je v teh paralelnih vesoljih, ali kako smo že rekli, alternativnih, kakorkoli jim že rečete. Jaz še nisem bil v nobenem, tako kot nisem bil v enem. Da bi vedel. Mislim, ja, da bi vedel. Če ne si zdaj v enem, ne? Ja, zdaj sem v enem. Živijo paralelno vesolje. Ja, mogoče je itak vse sam fikcija. Ajde, vse je kam matrica. Vse sam iluzija oziroma včasih, v računalniku smo. Začnem o tem razmišljati. Ne vem. Šok sem malo čuden počutil. Ja, razmišljaš, kdo si tako glup, ne vem, scenarij spomnil za to. Ja, se rekli, da če je bilo preveč lepo, so se ljudje začeli buniti. Ne? To že v matrici lepo razložijo. Da če je bilo preveč idilično, pa radiš, ne, pa raj, pa to, so se začeli možgani upirati, ne. In niso hoteli biti baterije. Vse to je verjetno isto, ker se pač v nekih teh, vse to vidiš, ker se v bistvu v zahodu dogaja, ne. Ja. A veš, enkrat, ker rešiš vse une eksistenčne težave, ker rešiš, ne vem, neke, ko vse pošlihtaš, ne, pa res odplavaš. Ja, pa imaš preveč cajt. Pa imaš cajt, ne. Pa razmišljaj, jaj, kva. Če bi študiral, ne, da moraš, ne vem, nositi 20 lambarjev vode 3 km do doma, ne. Da boš lahko pil pol ti. Da boš lahko pil, ne, nimaš cajta neumnosti razmišljati. Pa se malo učufal mogoče v nedelo. Če nosiš, se ne učufuješ. Se greš kaj učufati, pa pol. Kaj se učufaš, pa nazaj greš pa že isti. Ja. Vsak mesec se umijaš, pa če je treba ali pa če ne. A misliš, da selfije delajo pol te ljudje? Ne, mislim, da ne. Čeprav zdaj zmeri več jih je, mislim, telefonov v Afriki. Ja, valjda, ali tudi njim je treba to izvoziti, kaj? Ja, mislim, je pa res, da plača ni velik, ampak tist pa malo, v glavnem. Ja. Okay, ja, gremo, kaj smo zdaj pri Fordu, ne? Ja, Fordovo poglavje. Fordovo poglavje je. Za razliko od prejšnjih 6. Tako. Je Ford, a smo rekli kvarnik? Smo. Dobro. Če pa nismo, smo pa zdaj. Ja, ne, smo rekli, smo ga omenili. Kvarnik je bil. Ja. Tole je bilo pa eno, ne. Ford je spet na akcijski način štartu. Sam res je. Tak, mal. Je mal. To, kar smo prej zunaj govorili, ne. John McClane. Ja. Vstop v njegovem stilu. Res. Jaški so, ne, Ford, Jašek prefekt. Tako, sam še konetjerca je manjkala. Mogoče celo imel. Jaz sem jo videl. No. Ja. Mislim,
Pa šlafrok čez, valjda. Seveda. Oziroma, on ima nek drug. On ni imel šlafrok, ampak lej, tudi šlafrok, ki si ga predstavljam. Neko halo imel tudi on. Nekaj ti splepolaka ta ugrinjalo. Dobro, je pa boljši za jašaka, veš. Zihar, lahko zdrajaš, mislim. Mislim, veš, koža se zdrajsa. John McClane je mogel imeti en puder ali neki, da je lahko v vseh unih jaških uletaval. Seveda, da ga je imel. No, v glavnem, Ford je uletel v bistvu skozi jaške uletel v uredništvo štoparskega vodnika po galaksiji, zato ker je imel strašen problem, ni hotel skozi glavna vrata hoditi. Ja. Zaradi zelo lepega razloga. Ne zaradi njegove ekscentričnosti. Ne. Tudi ne bo pomote. Ni bil tako introvertiran, da ne bi, veš, avla je bila velika, pa vsi štopari iz celega sveta so hodili tja, pa pač ne, če nisi bil tip za te ljudi bolj introvertiran, si se raje izognil, ne pa šel za zadnja vrata. Seveda. Ampak to še ne razloži jaška, ne. Tako da, ne, on je imel pa ta razlog, ne, da v bistvu je imel toliko tekočih stroškov. V bistvu. Ja. Mislim, zgleda, da je imel vratar imel že navodila, da te v osnovnih podnih stroških, da te malo povpraša. Ja, valjda. Imel je Excel odprt. Zgleda, že vratar vladal Excel. Vratar roboti so bili, ko so bili tam samo zato, da so čekirali. To je zanimivo, da te že na vratih ne pove, kamor še tam, pa kje je kaj. Fordovi stroški, po mojem, niso bili eksaktna znanost, ampak je bilo treba malo razložiti okoli tega, zakaj je do tega prišlo. Kreativno računovodstvo. In Polon se je čutil, da mora to pač uredniku razložiti, ne, da mu pošljajo eno suhoparno poročilo, ki mu pol sklatijo pol stroškov zaradi tega, ker niso upravičen. Pa bo plačal še naslednjih 5 let. Pa sam pol to plačuješ, veš, v bistvu, če pa razložiš, si pa čisto upravičen do tega. Ja, seveda. Še nagrado verjetno mogo kakšno dobiti. Orden zlatega štoparja, mislim, sigurno. Sigurno. Brez plače, pangalaktične grloreze, v restauraciji ob koncu vse, vse te stvari. Pač nekaj pritičejo delavcem A-klase. Tako. Mislim, odprto naročilenco, kot bi se včasih v slovenski firmi rekel. Odprto naročilenca, tako. Ja, ampak ne. Ali službene kartice, kakorkoli temu rečemo. Fordu ni šlo tako, on je toliko stroškov naredil, po moje, da ne. Bog se ga usmil. Le, ampak kvalitetne vsebine, to je tebe, ajš, malo. Pa res divjiš to vse. Ja. Če se spomnim, da je kvalitetna vsebina, ki je delal v zadnjih 20 letih, samo pretežno neškodljiva. Točno to se mi je zdaj tako. Lej. Kukor je po nekem čudnem naključju tudi naslov te knjige. Ja, vidiš, ne naslov knjige, če to ni vreden teh stroškov. No, ampak lej, sam, a veš, on je bil tisto, kar imam jaz rad, ne. A veš, res je uno esenco vam potegnil. Mislim, zakaj moraš ti 200 strani enega špeha prebrati, da v bistvu iz knjige 2 misli izluščaš ven? To je res. Ja. Ene ima preveč špeha. Ja. Ne. In on je ves ta balast oklestu. Dobro, nekaj je tudi urednik, ne? Njegov zagovor. On je napisal. Vmes je v prejšnji, v kateri knjigi je hotel on še nazaj priti, ampak iz zgolj egoističnih razlogov, da proba še na svetu to pa to. Veš, kaj je rekel v en bar v Sydneyju, pa to, da bo on bi še, sam ne zavrd vodnika zase. Ne? Tako da drugače bi pa da bo boljša izkušnja potem naprej, da bo če bo neki. Je pa imel veliko zapiskov, kot smo slišali. Ni bilo sam, da bi on 17 let le žuril pa nič pisal. Je. Par strani je že napisal, ni pa celo Lonely Planet napisal, po mojem. Ford. Mislim, za cel Lonely Planet stroškov je naredil, za celo uredništvo, ampak ja. To je bilo pa to, ne. No, skratka, ja, pač hotel se ušunjati malo, ne. Zelo je bil ninja. Dobimo ga v akciji, ko se on šunja na polno, ne. Ampak pol... Ja, malo, mislim, ker se je tako zalučil dol iz jaška, ne je gotov, mislim, pristank mu njih najbolj rato, ne. Ker ga je malo zmotil, da je nekaj narobe, nekaj ni čistko, ka more biti. Nekaj ni bilo čistko, ja. Pa polka je šel naprej, so bila en jašane, ali stopnišče je bilo, nekaj je bilo tudi... Ja, ful je bilo sprememb. Ful je šel narobe, mislim, ni bilo čistko, no. Ja, tako od umetnosti, vse je bilo malo preveč polikan, ne. Pa ljudje so bili malo čudni. Ja, ker mislim, da jih pozna
pa že misli, pa niso bili ta prav. Mislim, je še eno zgodbo o tem unem karnevalu, ampak to po mojem lahko rečemo, da si... Ja, preberite si. Mislim, da to je... Moramo reči, da to poglavje je res gosto. Gosto. Avtor si ga je nudil močno. Zelo. Tako da ta štorija in šala o prazniku svetega Antvelma je zabavna in dolga. Tako da... Zakaj bi rekreiral to? Stvari je treba preberite. Tale je kar vredno. Mislim, da se kar nasmehnil. Ampak ni pa zaujetrno. Ene stvari, pač, če bi on delal, čeprav to pa bom poslušal, kaj je radijska igra od zadnjih 3 knjig je tudi, ampak ne vem, kako so naredili. Če so kaj, a veš, spremenili scenarij, so ga šli, word by word. No, v glavnem, Ford je en robot sledilni, ali kašen je prišel Fordu naprot, tam, ki je skočil iz enega jaška in Ford je imel brisač, ali je v redu. Ali bo? Ja. Sledilni robot ga je. Sledilni robot ga je zasledil, ampak Ford je imel pripravljeno brisačo. Potezno brisačo. Potezno brisačo. Niso to zdaj heci. Je profesionalna brisača, lahko temu rečemo. Je bila, se vidi, da je model že večkrat to delo in da je pripravljen na vse. Oziroma še en koristen način, kako uporabiti brisačo. Tudi, seveda. Da vržeš čez robota. Ja. To se je, če bi to tank. Tako je. To je starojugoslovanska vojaška doktrina. Tako. Kako se dejstvuje proti tanku. Točno, to sem jaz pomislil, ker sem to bral. To je, da za mlajše poslušalce, to je, da deko, ne, odejo. Kocno. Koco, odejo, ne vem, deko. Kukar rečete. Krčte, čebe. Čebe v bolj pogovorni. Vržete na tank in s tem mu onesposobite pač te vizualni stik s svetom in potem se dejstvuje potem na... Potem pa naprej z molotovim kokteljem in tako naprej. Ne tega delati na sodobnih tankih, bi jaz rekel, ampak... Verjetno, da isto še zmeram tehnika isto deluje. Ne znam si predstavljati, kako na tank, ki 60 kilometri drvi po cest, ker te sodobni grejo, tudi prvem bližene. Ne grejo samo po cest. Povsod grejo in potem ti deko na njega mečeš. Stari, tudi ta 84, pred 30 leti je šla, pa mislim, tudi če je šla 40, ti smo maljavžen ton, ki gre po tebi, 40 na uro, stari, nočeš biti v njegovi bližini. Ker so se tresla tla, tako da... Ja. Bi vrgel vse skup tam. Če bi bilo zares, bi najprej malo šlo, pa laufu pisati. Za eno čajno žličko bi. Ja, bi malo tist, veš, za štart, za boljši štart. Da pol stisneš, pa hitro gre, res, ni bilo ugodno, no, smo probali. V tabornikih, ki se jim je reklo vojska. Tako da to tehniko se je s pridom poslužil naš Ford. Ampak Ford je ratal, ne? Ford je ratal, zato je res, da je robot moreten malo manjši. Kaj ena lubenica je bil ali neki. Se je pa tudi brisača manjša kot deka. To je pa tudi. Kar je res. Ne, samo on je imel še puščico, veš, da mu je pozornost preusmerila. Tako je bil pripravljen. Je res, uno na otroški lokec. Uno, ki se bar popa. Tako, ja. Popko, ja. Pa še na vlažu je prej, da bo zažikel. Skratka, dobro, je bila diverzija. In je bila tudi uspešna, tudi pol za... Še s parimi žičkami, ki mu je pol sprožil čutke sreče. To brisači, ne? Ta brisača je tudi imela tudi žičko. Ekvivalent švicarskega noža, ne? To je bila combat tower. Potezna brisača. Je bila potezna. Je rekel. Za diverzije v rodišču pa taka. Diverzatska brisača prvega reda. Najvisilci opremljeni z brisača grejo na plažo. Zihrma je točno take brisače. Na Hellweeku.
Zihar imajo kakšne oglikove hidrate v brobovih, veš, pa vitaminčke, pa tako naprej. Pa LSD za zvečer, da lažje zaspijo, oziroma teh sleeping, ne, LSD, to ne smejo. Oziroma ne, niso, ki so začeli s tem drugam, so kdaj, v drugi svetovni so začeli, ne? Drugače, LSD je bil kasneje, je bil pol Vietnam pa to. Ja, LSD je bil kasneje, mislim, da so s tem metam so začeli v drugi svetovni vojni že. Da so lažji bili brez hrane pa brez pajna. Tako? Ja, malo je pomagali koncentracijo držati. Ja, lušen. No, skratka, sprav ga z potezno brisačo in parimi žičkami ga sprav v občutek neverjetne sreče. Ja. Vmes še razloži en dolg traktat z logiko. Tako, ja. Preberite si. To je še en teh delov, ampak tam je dobro, se mi je zdelo to, da so v bistvu oni ugotovili, ne, da so zračunali, da je v resnici dolg čas gonilo. A veš, vsega skup, to se mi je zdela dobra šala, v bistvu je pa še kako res. Kot najboljše šale so. Tako, začel si sicer z sendvičem s slaniki, ali kako že. Ok, pustimo, ta je že ta dolg del. Ta je že, tako se začne, ampak pustimo, preberite, lušen. Ja, tako da, ampak ne, pol je bil robotek srečen in je bil njegov najboljši prijatelj. Ne, robot je bil tak, ki prebral kakšen priročnik za samo pomoč. Ne, da bi bil vse prebral. In mu verjel. In mu verjel do konca. No, to je kakšna sreča, da vas spet vidimo. Smo to že govorili, da ona knjiga Sreča. Mislim, da smo govorili. Po mojem, da ne. Sreča, kva, sreča. On je razlagal, Aleš razlagal enkrat. Je. Kjera? Sreča trademark, to je. Ja, to pa je, sreča to pa smo že. Sam še nisem prebrala, ker jaz štoparca ber, ne moram nič vzgobljati. Čisto je ugoperal. Ja, točno to. Ki ga analizira in... Ja, glavno. S Fordom, robotek je pol sporočil računovodstvu, da je vse v redu, izklopil vse alarme in sta šlane ona dva mal. Sam tle se je pa Fordu še zmeraj zdela, veš, da ljudje niso, mislim, to so neki čuden je bilo vse skap, tudi interjer je bil čuden, ne? Medtem, ko so bile prej neke čudne, mislim, tako odfukane. On je bil malo Vegasa navajen. Ja, pa ne pa tako, tam se je dogajalo, tam je bilo vse neki, ful so bili klaveri gor po stropih. Ja, vse je bilo bleščeče. Tako, zdaj bilo pa vse tako malo. Pa neke udomačene grozmaje smo imeli, veš, vse so imeli. Prej je bilo tako, ja, rekel Vegas, pa so pa i kaj naredili. Prej je bilo tako, da so vsi vedeli, veš, kako se je treba dobro imeti, pa kako je treba žurati, ne? Tako. Če pa slučajno kdo ne ve, da so naredili pa eno izobraževanje na to temo, veš, ne? Tako. Kar pomeni, da so šli v betulo, pa ne, so pač razložili, kako se mora imeti dobro. So v stroške dali. Ja, tako je. Tako da ja, ne, ni bilo več tele pršavosti v igri, ne, mislim, to je bil nek drug. In pol je vprašal robota, kaj se dogaja, ne? In je robot povedal, ne, da so vodnik odkupili, ne? Ja. Da ima novo vodstvo. Ne? Welcome to the new management. Ja. Under new management. Zdaj se pa stvari za vse Forda optimiziral in izboljšal. V vsakem primeru, ne, če ni teh žurk pa tega razvrata videnega ne, v uredništvu, je to za Forda najbrž slabško, ker si je nadejal, ki je v lomu spet. Tako, malo težji bo upravičil stroške. Ja. Ja. Kva? Ja, nič. Je to, okay. Kje smo? Ni, pa potem gre še Ford, se potem še pač odloči, da gre še vsem do urednika, ne? Točno. In tudi rata pride do urednika. Kdo je to novo? Ampak tleka pa smo v uredniku, bomo pa kar pečino obešalnik naredili. Ker se pogajajo še ni končalo, ampak v angleški oziroma v originalu je en tak premorček, mi smo pa že na pol ure, bomo tle premorček. Bomo tudi mi premorček. Če bi še, no, ni tako, smo že malo skrajšali, pa smo že na... Dobri so, v redu smo. Glih prav za ponedeljek zjutraj, tako da, aljo.
Ja, najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri rahlo poškodovani Ford ugotovi, da ima vodnik novo vodstvo. Točno, še malo se poškodoval. Ja, ker je bilo vse narobe. ker je bilo vse narobe. Ja. No, o poškodbah lahko z nami debatirate na Discord kanalu, lahko pa tudi v čem drugem. Lahko tudi poškodba, ko imamo veliko izkušenj s temi poškodbami. Jaz, recimo, gležni kolena. Vse on je imel tudi z gležnem. Vse se zavram, točno. Jaz sem imel tudi enkrat gležen, ampak ne zaradi športa, ampak zaradi tega, ker sem z vozečega taksija ven skočil. Jaz bi po gležnih lahko govoril. Jaz sem kolenih sam tudi. takrat. Kolena pa ne nič hujšega. Ampak ni bilo pa lepo. Dajte, ker verjetno do svojega zdravnika ne pridete, ne se lahko v svojih težavah sklepi pogovorite z nami. Tako. Z veseljem bomo Opravičujemo, pomagali. ki se je pošiljal Discord. Lahko pa tudi na družabnih teh omrežjih ali pa Ja, seveda. Enkrat na teden pogledamo, približno tako kot doktor. Z veseljem. Po roku 3 dni bomo odgovorili. Če se vam prek Discorda najavimo, pa imamo pa še aplikacijo, prek kjer se prijavite, pa bolj poveste. Pa mi tigra ali pume. Neka mačka bo, ker se morate prebiti, pa v kleti bo. To je. Pa v lučini. Tako. Že dolg. Tako da, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za se ribe, .si. Hvala. Evo, pol ure. Narejen. Čau. Drug teden spet. Ford.